Dober večer in lepo pozdravljeni in dobrodošli na predavanju z naslovom Projekt Vipava ali VIP projekt za ogrožene vrste in habitate v Vipavski dolini. Kot je že gospod Martin povedal, moje ime je Tomaž Remžgar, po izobrazbi sem biolog in zadnje 3 leta sem zaposlen na Zavodu za ribištvo, kjer delam kot terenski biolog na projektu Vipava, ki je pa tudi tema današnjega predavanja. Zdaj, da na kratko predstavim sam projekt. Celoten naslov je Ukrep za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini, kar je kar presečen zalogaj v eni sapi povedati, pa to, da se ne lomimo jezika vsakič in da se nam ni treba tega zapomniti. Večinoma uporabljamo kar akronim Projekt Vipava, kjer se prve 3 črke pišejo z veliko. Sam projekt je bil predviden, da bo trajal od 2017 do septembra 2021, ampak zaradi nepredvidenih dejavnikov, in tukaj imam predvsem v mislih epidemijo covida, je bil projekt podaljšan za 2 leti do septembra 2023. Je pa tu evropski kohezijski projekt, kjer sodeluje 7 partnerjev, 4 strokovne inštitucije, Zavod za ribištvo Slovenije, ki je vodilni partner, poleg nas pa še Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Direkcija za vode, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in še 3 lokalne občine iz Vipavske doline, Mestna občina Nova Gorica, Ajdovščina in občina Mirna Kostanjevica. Pač 4 strokovne inštitucije večinoma se ukvarjajo z pač proučevanjem živali ali pa z ukrepi za izboljševanje habitatov iz svojega področja, medtem ko občine večinoma skrbijo za urejanje in koordiniranje birokracije na lokalnem nivoju, za zbiranje soglasij, v glavnem poskrbijo za ta lokalni aspekt, ki bi bil brez njih precej težak, da bi ga poskrbeli sami. Sam projekt se izvaja v Vipavski dolini in Vipavska dolina je vključena v omrežje Natura 2000, v bistvu ne celotna kot celotna dolina, ampak je v več različnih območij in vsako območje ima svoje ciljne živalske vrste oziroma kvalifikacijske živalske vrste in projekt Vipava se ukvarja z 10 temi kvalifikacijskimi vrstami in predvsem izvajamo ukrepe za obnovo njihovih habitatov. Najprej bi rad še na hitro predstavil vodilnega partnerja, to je Zavod za ribištvo, ki je bil ustanovljen leta 1961 kot Zavod za ribištvo Ljubljana, tako da letos praznujemo 60 let delovanja. Smo pa javni strokovni zavod na področju sladkovodnega in morskega ribištva in poleg teh strokovnih ribiških projektov pa nalog, kot so monitoringi populacije, pa ocene stanja voda in podobno, izdelavamo tudi mnenje o posegih v vodotoke, kar pomeni, da v bistvu za vsak poseg v vodotok, naj bo to gradnja hidroelektrarne na večji reki ali pa sanacija mostička čez spodnjo Dupelščico, da Zavod za ribištvo svoje mnenje iz vidika varstva ribjih populacij. Poleg tega pa v zadnjih letih izvaja tudi več naravovarstvenih projektov, eden od njih je projekt Vipava, poleg Vipave je pa dosti poznan še projekt Life for Laska, ki se tudi izvaja v Vipavski dolini in se ukvarja z ponovno vzpostavitvijo oziroma z ponovno naselitvijo izumrle primorske podusti v Vipavi, pa recimo tudi poznanje vrh Julijcev, kjer smo pridruženi partner, ki izlavlja ribe iz Dvojnega jezera na Sedmerih Triglavskih jezerih. Da se vrnemo nazaj k tematiki, na hitro malo o samem področju, kjer se projekt odvija v Vipavski dolini. Je edina večja dolina v Sloveniji, ki se odpira na zahod. Sama površina je cirka 300 kvadratnih kilometrov, odvisno, če zraven štejemo tudi razne stranske doline, kot je recimo dolina Branice. Zdaj za Vipavsko dolino je značilno submediteransko podnebje z precej vročimi in suhimi poletji, z relativno milimi in tudi suhimi zimami, so pa potem viški padavin v teh prehodih spomladi in poleti. Samo podobo je kar precej kroji burja, daje jo pa reka Vipava. Zdaj sama reka izvira v istoimenskem mestu in se pol približno slabih 50 kilometrov vije proti zahodu in se na koncu izlije v Sočo, 44 kilometrov je v Sloveniji, zadnjih 5 pa priteče v Italiji. Je pa zelo zanimivo hidrološko, ker ima ekstremno nepredvidljiv vodni režim
In sicer njeno zaledje, severni del Vipavske doline predstavlja Trnovska planota, ki se razteza še kar nekaj kilometrov proti severu. In v bistvu ob deževjih sama dolina dobi kar naenkrat ne samo vodo iz svojega zaledja, iz pritoka, ampak tudi iz celotne Trnovske planote, ki je apnenčasta in se naenkrat skozi podzemne prehode prelije v dolino. In so zato za samo Vipavo značilno zelo velika nihanja, ki se pojavijo zelo hitro, recimo v roku 48 ur lahko pride tudi 1/100 zaniha pretok, kar v bistvu nobena naša reka nima takih lastnosti. In posledično je seveda zmeraj poplavljala, še posebej v preteklosti, ko ni bila regulirana, je v bistvu vsak večji dež povzročal poplave. In posledično se recimo tudi danes demografska poseljenost kaže, da so v bistvu vse naselja, vse hiše narejene na v bistvu vzpetincah ob reki. Recimo najbolj tak tipičen je Vipavski križ. V sami dolini, v ravnini pa ljudje nikoli niso zidali, ker je čisto enostavno zaradi poplav. Zato so recimo v preteklosti ob reki Vipavi potekala tako obsežna obrečna mokrišča, nižinski gozdovi poplavni. Pač bilo je zelo tako podobno recimo kot dolina Nanoščice, ki je danes še relativno nedotaknjena, so na precej večji skali. Je pa seveda ta nepredvidljiv rečni režim precej motil ljudi in so se v zgodovini kar precej v bistvu ubadali s tem, da bi reko zregulirali in ukrotili. Že Avstrijci v 19. stoletju so se ubadali, da bi jo lokalno poskušali regulirati, potem Italijani med obema vojnama. V 80. letih 20. stoletja je pa bivša Juga poskrbela za zelo temeljito regulacijo in v bistvu sploh zgornji tok Vipave so praktično spremenili v kanal, šli so noter z bagri, posekali vso obrežno vegetacijo, bregove utrdili kamnomete, dno poglihali, tako da v bistvu takrat je bila storjena taka zelo velika ekološka škoda. Nekako zelo sumljivo sovpada tudi z izumrtjem dveh rib, ena je Primorska podust, ki se zdaj naseljuje nazaj, druga pa Saveta. Sicer uradno naj bi izumrli zaradi vnešene Primorske podusti, ampak zelo sumljivo je v bistvu glih takrat, ko je bila ta regulacija, sta tudi obe ribi izginili. Verjetno ne samo zaradi regulacije, je bil pa to recimo zadnji žeb v krstah. Tako da danes v bistvu Vipava nima več take podobe, ki je imela pred 40 leti. Večina teh mokrišč se je izsušil, spremenil v travnike, v njivske površine, sadovnjake. Tu vsemu se pa najde, predvsem še v spodnjem toku, razne okljuke, zadnje mrtvice, ki so še ostale. Tudi ohranjenih je nekaj stranskih rokavov, ki so recimo zdaj porasli z nižinskim gozdom, tako da je v bistvu celotna reka Vipava skupaj z obrežnim sistemom uvrščena v Naturo 2000. Zdaj, kot sem govoril, se projekt ukvarja z ciljnimi kvalifikacijskimi vrstami. Tam sem rekel, da jih je 10, tukaj jih je samo 7. Zakaj samo 7? Zaradi tega, ker 3 od njih, tukaj niso naštete, veliki pupek, močvirski krešič pa hribski urh, imajo izredno podobne ekološke zahteve kot laška žaba. Se pravi, da v bistvu jih obravnavamo v istem sklopu. Vseeno je laška žaba tukaj tako na rekovajih paradna vrsta, živi samo recimo v Vipavski dolini ima močne populacije in smo zaradi tega je bolj izpostavljeno. So pa hkrati v bistvu ukrepi, ki koristijo njej, koristijo tudi ostalim tem vrstam dvoživk in hroščev. No, poleg laške žabe se pa ukvarjamo še z vidrom, močvirsko sklednico, z dvema vrstama ptic, črnočelem srekoperjem in hribskim škrjancem, z metuljem strašničnim mravliščarjem in našim največjim hroščem, rogačem. Zdaj bi pa kar šel v bistvu po vrsti, od vrste do vrste, na hitro so povedal malo o ekologiji, o stanju in tudi o ukrepih, ki smo jih izvajali za njihovo varstvo. Pa če začnemo z laško žabo, spada med rjave žabe in je v bistvu na prvi pogled zelo podobna sekuli ali porosnici, se pa relativno hitro loči. Zdaj take prve zadeve, ki padejo v oko, so zaobljen gobček, pa ta temina, ki se razteza tudi pred očmi. Recimo sekulja pa rosnica tega nimata, imata v bistvu gobček bolj koničast in ta temina ne obstaja. Je pa tukaj precej variabilno, tako da pri laških žabah dobiš osebk, ki je praktično črn pred očmi ali pa tak, ki nima nič. Tako da mogoče ni najbolj zanesljivo. Tale proga nad zgornjo ustnico je sicer opazna, ampak je lahko različno široka. Najbolj tak zanesljiv znak je, ki se kaže tudi že pri mladih žabah, je pa temno marmorirano grlo, taka svetlo vzdolžna proga, ki poteka po sredini. To je zelo lahko, če žabo obrnete in pogledate, ne morete zgrešiti.
Seveda lahko pa ogromno naredite že samo z geografijo, kje stojite, ko ste žabo ujeli, ker Laška žaba praktično izven Vipavske doline oziroma določenih mokrišč v slovenski Istri zelo težko najti. V bistvu ne živi izven tega, mogoče so še kakšne reliktne populacije, vem, da so našli eno v dolini Idrije, ampak take res močne sklenjene so pa samo v Vipavski dolini. Tukaj imam napisano, da je dvoživka z največ presežniki, zdaj mogoče to ni glih pravilno, mogoče obstaja kje na svetu še kakšna, kaj ima več, ampak definitivno v evropskem merilu je to najmanjša rjava žaba, zraste vsega skupaj mogoče 5 cm, redko jih preseže, je tudi ima najkrajšo življenjsko dobo, živi tako povprečno 4 leta in je tudi trenutno najbolj ogrožena. In tu zaradi tega, ker ima že v osnovi imela majhno naselitveno območje, je sicer endemit širšega območja Padske nižine, kjer mislim, vse v preteklosti je živelo v teh obsežnih obrečnih gozdovih z hitro tekočimi potočki. No, žal se je v zadnjih stoletjih to večinoma spremenilo ali v naselja ali v kmetijska zemljišča, tako da v bistvu je izginila iz več kot 90% nekdanjega območja. Praktično celotna ta glavnina severnoitalijanske populacije je danes izredno fragmentirana, obstajajo take manjše populacije s nekaj 10 do nekaj 100 žabami, ki so pa večkrat tudi po več 10 kilometrov narazen, tako da v bistvu ni več gene flowa med populacijami, so zelo izolirane. Izjema je na vzhodnem delu areala v Sloveniji, kjer v bistvu v Vipavski dolini, pa v slovenski Istri še najdemo konkretne populacije s po več tisoč osebki, tako da je v bistvu ohranitev naših populacij nekako bistveno za obstoj same vrste. Če bi izginila pri nas, je pol res. Verjetno samo še vprašanje časa, kdaj bi zares izginila za skozi. Zdaj, za samo žabo smo uredili nekdanji meander Vipave pri kraju Brje. V preteklosti je Vipava tukaj tekla v takem širokem meandru, veliko kluk naredila, no pri regulaciji se pa jasno vidi, so skopali nov kanal in ta meander odrezali, ga pa sreč niso zasuli in so pustili v bistvu območje, kot nek tak napol močvirnat nižinski gozd. Tukaj sta bila urejena 2 prepusta pod makadamsko potjo, ki sta dovajala vodo v ta rokav in tu ne bi se pač počasi pretakali čez. Se pa pač, to je bilo izvedeno v začetku 80-ih in v zadnjih 35 letih se je ta del močno v bistvu zasul z vejami in sama Vipava je not nanesla sedimente in prod, tako da v bistvu voda tukaj ni več tekla, tle vmes je bilo par osamljenih luž, pomočen je bil sem ta zadnji del, se pravi, v bistvu se vse skupaj sušil. Tukaj je bila pa ena taka nizka depresija, v bistvu sploh ni bil nek stranski rokav, ampak samo tako malo ponižanje in tam noter so ob dobrih letih lahko žabe mrstile, ob sušnih letih je pa pač bilo zmerno suho. No, tako da v bistvu mi smo tukaj poskrbeli enostavno samo za večjo umočenost območja, se pravi, smo odkopali vse te sedimente v začetnem delu otoka in tukaj le te 2 rumena kvadrata označujeta mesto, kjer smo vkopali prodni zadrževalnik. To je v osnovi samo betonska 5x3 metre velika kad, ki smo jo vkopali v dno struge in v visokih pretokih, namesto da bi se pač sedimenti in prod nosili naprej po rokavu, se bo odlagal v te zalogovnike, ki se jih bo pol periodično na približno 3 do 4 leta. Enostavno se bo bager pripeljal, odkopal ven tisti mulj in bo zadeva spet dobro za naprej. V tej sami depresiji tukaj smo poskopali še 2 večji mlaki za razmnoževanje laške žabe. Zdaj tako malo za predstavo, kakšno je izgledal, to je bil ta prvi otok, kot vidite je voda pretekla iz Vipave in tukaj naredila en tak tolmun, ampak naprej po samem rokavu ni mogla iti, ker je bilo enostavno preveč zabasen. No, pol po gradbenih ukrepih, ko smo odkopali vse ven, je lepo voda spet tekla naprej. Tukaj ne vem, koliko se dobro vidi, ta malo bolj moder del, poglobitev je pa, kjer smo zadrževalnik vkopali noter. Drugi otok je bil pa hujši, saj na prvi pogled, ker je tisti čistine na sred so pašniki v privat lasti in ta lastnik je v bistvu si naredil tak manjše privatno pajališče, tukaj je za jezo. In tu je bilo vse pretacanje in razrito od krav, pokakan, poln smeti, v glavnem ne bi človek z veseljem odstopil. Tako da moram reči, da so tukaj gradbinci se res potrudili in res odstranili vse, tudi ta bodeča žica, ki je bila noter napeljana in podobno, tako da so res dobro
uredili ta otočni del. Ta kamnita rampa tukaj je pa v bistvu mišljena za bager, ki se bo zapeljal do sem, da bo pobral sedimente iz sedalnika. Sicer izgleda precej sterilno na prvo oč, ampak te slike so narejene v bistvu lani oktobra, približno mesec potem, ko so bila dela zaključena, ko so posejali tukaj travno mešanico in zasadili sadike, ki se še niso zarasle. Če bi bili danes na tem mestu, bi videli, da je v bistvu v enem letu narava tu zelo nazaj vzela in se zelo obrasel, zgleda precej bolj sonaravno kot na tej sliki. No, zdaj pa še na hitrico o teh dveh mlakah, ki smo jih odskopali. Tukaj prva, za njo se vidi približno še ta druga. In sicer bila je izkopana z namenom zamrstitev laške žabe in tudi seveda drugih dvoživk. Zdaj laške žabe odlagajo mrest, približno take za pest velike kupčke, jih nizajo na veje, kar je prilagoditev na življenje v tekočih potokih, se pravi, da voda ne odnese mresto s sabo. In sama metoda popisa je bila, da smo iz umiritvenih lokacij drugje v Vipavski dolini določili, kdaj se žabe začnejo mresteti, se pravi, ko so tam število mrestov zraslo do določene vrednosti, smo vedeli, da je zdaj se sezona začela in takrat smo začeli tudi šteti tukaj v teh mlakah. In tle lahko povem eno tako zanimivo anekdoto, ki sem je naredila letos pomlad, ko sem delal v bistvu spremljal, kako so te ukrepi pomagali. Pridem sem sred februarja, ko so drugje že veselo odlagali mreste in tukaj v teh mlakah ni bilo v bistvu vsega skupaj mogoče 10 mrestov v obeh in pol nisem vedel, a je kaj narobe, a bi mogel mogoče kemijo pomeriti, a je z vodo kaj narobe, a kaj drugega. V bistvu pa mi je užgal, da je v bistvu noter ni vej, ker to je bilo nekaj mesecev po ureditvi, ki je bager enostavno odkopal vse ven in nič ni zraslo, nič ni not palil, je bilo praktično tako v narekovajih sterilno ta obrežje, ne. Zato sem pol hitro šibal v gozd, nalomil par vejih, nametal noter in je zelo hiter. Pol že v 4 dneh je bil rezultat tak, ne, to je recimo ena veja, na kjer je nabranih, mislim, da sem preštel nekih 250-260 mrestov, tako da so v bistvu žabe zelo porajtale te mlake na novo skopane, žal pa ni bilo noter struktur takrat še za mreste odlagati, ne. Je pa zdaj se seveda malo spremenilo to tekom leta, nekaj jaz poskrbim, nekaj pa narava sama. Se pa pol, zanimivo so se začele pojavljati tudi druge dvoživke, najbolj nas je pa presenetilo junija, ko so se čisto spontano v mlakah začele pojavljati močvirske skledice, ki prej na tem področju sploh niso bile prisotne. In v bistvu smo največ našteli 11 osebkov, je pa pol ta število malo nihalo tekom leta, tako da očitno so še zmeraj se selile naokrog po območju. Verjetno jim tukaj ne ustreza najbolj, ker ni zadosti osončena. Je vseeno noter med drevesi, tako da v bistvu so se zadrževali najraje na tem srednjem prehodu med obema mlakama, kjer so žarki najbolj zelo spadali. Tako da verjetno jim ni všeč zaradi pomanjkanja sonca, ampak stiska z mokrišči je pa očitno huda zadosti, da pridejo tudi do sem. Tako, no sami rezultati, ker za to živalsko vrsto smo že izvedli vse popise. No, metodologijo, kot sem že rekel, smo primerjali z umiritvenim odsekom potoka Lomovšček. To je potok, ki teče izvira severno od naselja Vogrsko in se izlije v Veljak. In je v bistvu iz stališča laške žabe zelo dobro preučen. Točno vejo, koliko je recimo taka mediana vrednost mrestov noter in ko v bistvu smo spremljali ta umiritveni odsek, ko se je število mrestov doseglo to vrednost, smo vedeli, da je pač sezona razmnoževanja v polnem zamahu. No in leta 2017 prvi preliminarni popis je bilo 154 mrestov, to zaradi tega, ker je bilo v bistvu zelo sušna pomlad in v Brju je bilo v bistvu in rokav in tista depresija, kjer so zdaj mlake, je bilo praktično totalno suha. Žabe sploh niso mogli odlagati nikamor. 2018 se je izvedel tudi en popis, je bilo glih obratno, je bilo toliko deževja, da je v bistvu voda drla in stala, tako da se niti ni dalo popisati. Na 2019 pomladi so bile pa optimalne razmere in takrat so znotraj okluka in v tisti depresiji našteli 1204 mreste. Zdaj lani spomlad pa vsega skupaj skoraj 3000, kar je za skoraj 150% povečanje glede na najboljše leto, ki je bilo 2019, kar nekako že daje neke take namige, da je v bistvu sam ukrep bil kar uspešen. No, pol približno mesec kasneje so se začele množično mrstiti tudi navadne krstače, jih je bilo takrat, ko sem jaz bil tam zihar 100 parov v ampleksusu,
pa še kakšnih 30 takih nesparjenih samčkov, je kaštofeljci plavali na vrh, tako da je bilo res zanimivo za videti. Pa to pojavljanje močvirskih sklenic v poletnem času, tako da jaz mislim, da je v tem primeru ukrep bil kar dobro izveden. Seveda, kot sem prej rekel, je to živalska, mislim, je to vrsta dvoživk, ki ima zelo velika populacijska nihanja, tako da mogoče bi bilo potrebno še nadaljnje spremljanje skozi naslednja leta, ker mogoče bi bil pa letos samo izredno dober let, kar se tiče razmnoževanja dvoživk, ampak po mojem, da vseeno rezultati kar kažejo, da gre na pozitivo vse na tem območju. Tako, to kolaški žabi. Zdaj vidra je edini predstavnik svoje skupine v Evropi, drugače na svetu obstaja 13 vrst vidr, ta pa edina, ki živi v Evropi in tudi sega v bistvu do Kamčatke, meni se zdi, je njena razširjenost. Spada med kune, kar se je že malo vidi po obliki telesa, in je popolnoma prilagojena na življenje v in ob vodi. Zdaj, poleg tega kunjega vretenostga telesa, ki je že tako pride prav pri plavanju, ima zelo tak močan pa dolg rep, ki ga uporablja za veslo. Med prsti na nogah ima plavalno koščico, ušesa lahko poklopi, da ne pride not vodo, isto smrček, in na gobcu ima zelo take dolge razvejene brke, ki pomagajo v bistvu pri čutenju plena, ker v osnovi je vidra nočna vrsta in v bistvu lovi po temi. Vse v sladkih vodah, v morju je lih obratno, ampak v sladkih vodah lovi takrat, ko so ribe najmanj aktivne, ker najlažje ujame in v bistvu ne lovi na vid, ampak na tip. Tudi same noge, če vidite, ima zelo kratke nohte, v bistvu nima dolgih krempljev, zaradi tega, ker med brskanjem med skalami bi v bistvu dolgi kremplji bolj ovirali, kot pa da bi pomagali ribo zagrabiti. V preteklosti je bila močno preganjena, v bistvu je do neke mere še danes, delno zaradi tega, ker je kar dober jedec, na dan recimo odrasla vidra poje med 1,5 do 2 kile ribjega mesa, ki ga pa seveda tudi potrebuje, zaradi tega, ker je njena metabolna aktivnost zelo visoka. Vidre, za razliko od ostalih vodnih sesalcev, namreč nimajo nobenih maščobnih zalog, recimo nasproti s tjulnji ali pa s delfini, ki se grejejo s svojo v bistvu maščobnimi oblogami, pač kot izolativna plast, imajo vidre v bistvu samo svoj krzno, ki je sicer zelo gost, tako kot zanimivost lahko povem, da samo kvadratni centimeter njenega krzna ima 60.000 dlak, kar je približno ničken manj, kot na glavi povprečnega človeka, tako da je zelo, zelo gost krzen iz daljše zgornje dlake in krajše spodnje podlanke, ki je nepremočljiva, ampak vseeno živi v zelo hladnem okolju, se si lahko predstavljate, že poletje, recimo tekoča voda hladna, po zimi je pa 5 stopinj, da v bistvu živalka mora notri loviti se zelo hitro podhladi in v bistvu rabi velike zaloge energije. No, drug razlog, zakaj se je pa predvsem v preteklosti lovili, je pa lih ta njen kožuh, ker je bil gost in krzno iz nje je bil izreden mehak in topel. K sreči se je ta del mičken umiril, ampak vseeno je pa ribiči še zmeraj ne marajo, ker rada poje preveč rib, pa tudi ribogojnice včasih odira. Je pa problematično z oceno populacije, zaradi tega, ker v nasprotju z ostalimi sesalci ona nima ploskovnih teritorijev, ampak linijske, ker je vezana na vodotoke. Zdaj, nekako srednjo, mislim, tak povprečen teritorij ene vidre je približno 40 km vodotoka, se pa to seveda spreminja. Recimo, če je hrane zelo dosti, če recimo v Avstriji so to ugotovili, kjer imajo veliko signalnega raka v potokih in so v bistvu vidre tam preklopile iz ribje hrane na rake, so tam tudi teritoriji močno zmanjšali in je v bistvu gostota vidr neprimeren večja. Ampak praviloma je tam okrog 40 km. Kot pravim, pa tu niha in je čist lokalno specifično. Zdaj, pri projektu Vipava je vidra krovna vrsta, se pravi, ne izvajamo ničesar direktno za njo, tako da bi recimo kopali vidrine ali pa naseljevali nove vidre. V bistvu ji probamo pomagati posredno, probamo zboljšati stanje Vipave za ribe, s tem, da bi povečali, kako bi rekel, številčnost pa populacije rib in posledično bi imeli tudi vidre več hrane in upajmo, da jih bo, ne vem, eventualno v prihodnosti še kakšna dodatna prišla sem, oziroma še kakšen dodatni teritorij se ustvaril. Jih pa za proučevanje vidr uporabljamo samo neinvazivne metode, tako da v bistvu samo prek sledenja sledi, odtisov, vidrekov in pa snemanjem samosprožilnimi kamerami. Zdaj samo
sami terenski izsledki so taki, da v bistvu pred začetkom projekta ni bilo nobenih recentnih podatkov uradnih strokovnih o pojavljanju vidre. Bil je članek v Ribiču iz 70-ih let, da je bilo opaženo v Vipavi, to je bilo pa to. No, po začetku terenskega dela smo v bistvu njeno prisotnost potrdili praktično takoj. V bistvu, kakor je še sama skrivnostna, pa nočno aktivna in težko opazna, pa zelo rada markira svoj teritorij, tako ostale kune. In v bistvu za markiranje najraje izbira strukture, ki iz struge vidno izstopajo. To so ponovadi mostovi ali pa večje skale, tako da v bistvu vidre najdete, če je prisotno vidra, sploh ni težko. Samo pogledaš pod vse mostove in definitivno je tam. Tudi vidre, ki se dolgo cajta ohranijo, če jih ne odnese voda, tako da je to kar tak zanesljiv znak za določanje. Nekako smo ugotovili, da ne bi, mislim, predvidevamo, da sta dve taki, ko bi rekel, najbolj perspektivni lokaciji za center teritorija bi bile Soteska Pekel, pa del Vipave med Malim Žabljem pa Dolenjem. Tukaj smo najdli največ iztrebkov, pa največ sledi, tudi največkrat smo jo posneli tukaj. Smo pa najdli vidre, ki je tudi praktično pod vsemi mostovi, po pritokih, po obglavni strugi, tako da v bistvu najverjetneje je, da ima celo Vipavo zase en sam samec. Tudi to smo ugotovili, da je tukaj prisoten en samček, to se da ugotoviti po curku urina, ki smo jo posneli, ki je markirala, je podobno kot mačke, samice lulajo nazaj, samčki pa naprej. Pa da je prisoten en in isto oseb, ki smo pa ugotovili, ker ima na levi tački eno tako, zadnji taci, eno tako manjšo brazgotino, tako da vmes, ko hod po bregu, se dostikrat tako zasveti taka bela pika, tako da očitno je to en in ist. Tako da zaenkrat je ocena, da je na Vipavi prisotnih 1 do 3 vidre, ampak najverjetneje je dejansko samo en samec prisoten na tem slovenskem delu. Zdaj tukaj sem pripravil en tak tipičen posnetek, kako izgleda vidra, ki pride na kopno. Zdaj tu je posneto na sotočju Branice in Vipave. Pa še ta naš samček preleze z vode, na hitro prešnofa svoj teritorij, pol ga markira in šiba nazaj. In to je v bistvu to, kar ona preživi izven vode, razen kar spi v svojih vidrinah. No, kakšne ukrepe smo v bistvu izvajali za vidro? Kot sem že rekel, so predvsem namenjene za povečanje ribjih populacij. In prvi ukrep je bil sanacija 4 za ribe neprehodnih pregrad na zgornjem toku Vipave, v bistvu med Dolenjem in Ajdovščino. Med Dolenjem in Vipava. Zdaj, prej je bilo stanje približno tako, te pregrade so na Vipavo umestili med regulacijo in v bistvu z namenom, da se znižuje ta padec in v bistvu počasnjuje tok vode. Zdaj, ta osnovni namen smo mogli ohraniti, tako da smo v bistvu od 4 ta najnižje 2 pregrade spremenili v serijo pragov, kjer smo v bistvu ta naklon zniževali postopoma, v bistvu pragovi, ki smo jih izdelali iz lesa, pa utrudili s skalami, vmes so pa prehodi, kjer bojo lahko ribe šibale gor ali dol. Eno smo spremenili v kotanjasto drčo, kar sicer izgleda zelo podobno seriji pragov, ampak je v bistvu, če bi stali tukaj, bi videli, da so skale neprimerno večje. V bistvu gre tukaj za tako neporavnano, neurejeno skalno zloženko, ki v bistvu pripomore k tem, da se tok ustavi, hkrati se pa noter naredijo tudi manjši taki tolmuni, kjer lahko riba v bistvu medtem, ko se prebija čez, malo počiva in nabere moči za še zadnji preskok. No, na najvišji pregradi smo pa v bistvu ob stran umestili ribjo stezo. To je pa v bistvu po domače stopnice za ribe. Se pravi, riba priplava do pregrade in pol, ko išče prehod, začuti, da v bistvu voda priteka iz te strani in gre proti toku. Vmes so take poglobitve, kjer se lahko tudi spočije, pa kamni, ki malo razbijajo tok. V osnovi je pa to nek tak obvoz, ki ga ribe uporabijo za to, da lahko grejo gor ali pa dol vodno pregrade. Drugi ukrep je bil pa sonaravna ureditev stranskega rokava pri vasi Dolenje. Zdaj tukaj je liderski posnetek. In na njem se še vidi, kako je Vipava pred regulacijo tukaj naredila en tak meander. Se še vidi ta depresija.
No, pač pri regulaciji so tu podobno kot pri brju odrezali in zaradi tega, ker tudi precej manjše v obsegu, so oboje zasuli in ta meni se zdi spremenjen v kmetijsko površino. Mi smo se spravili urejati južni okluk in tukaj, če pokažem sliko, tak je izgledal pred začetkom del. V bistvu je bil posajen s takim redkim topolovim nasadom. Tukaj je recimo slika iz tal, približno se vidi, kje je nekoč tekla, ampak noč se je vmes v zadnjih desetletjih nanosili precej skal, gradbenega materiala in podobnega, tako da je bilo v bistvu precej tak neprijeten za pogledati. No, letos smo potem izvedli te gradbene ukrepe, delali se je med junijem in septembrom in takrat smo posekali drevesa ob tem poteku rokava, ne vse, ampak samo tukaj ob robu. Izkopali rokav, tukaj na začetku umestili podobno kot pri brju prodni usedalnik. Na sredini rokava smo naredili en tak manjši zatok, ki je namenjen v bistvu zadrževanju in razmnoževanju dvoživk, če bojo tukaj. Dno smo naredili čim bolj sonaravno, se pravi smo okopali razne razmetane skale. V čim večjem obsegu smo pustili te že obstoječe koreninske sisteme. Zdaj tukaj je pretok vode zelo nizk, ob normalnih pretokih bi recimo te skale pod vodo ali pa vse do polovice pod vodo, tudi te korenine bojo v vodi, tako da tukaj vmes se bojo lahko ribje mladice skrivale. Brežine smo pa tudi, v bistvu nismo utrdili skalami, ampak smo jih posadili s potaknjenci domorodnih vrst listnatih dreves. Zdaj sam ta rokav je namenjen v bistvu zadrževanju pa odraščanju ribjih mladic in sicer sam ukrep oziroma učinkovitost ukrepa se bo spremljala v prihodnjih 2 sezonah. Lahko pa rečem, da v bistvu še preden je bila ta zadeva zaključena, tukaj še mesec pred tem, ker v bistvu vse skupaj, sam pretok je bil mogoče 10% od tega, vse skupaj je bila ena taka potoček, ki je mezel čez take blatne luže, in že takrat so bile noter manjše jatice in mladic, tako da v bistvu primanjkuje tudi stranskih rokavov in jaz mislim, da bo tole kar služil svojem namenu. No, zdaj naslednjo vrsto, s katero se ukvarjamo, je močvirska sklednica, ki je naša edina avtohtona želva. Zdaj, če izvzamemo morske želve, ki se občasno pojavijo kot naključni gosti v našem morju. Zdaj, do sredine 20. stoletja je bila splošno razširjena po praktično vseh mokriščih v državi. Po letu 50 je pa njena populacija doživela hud upad, predvsem zaradi spremembe v kmetijstvu pa izginjanja življenjskega prostora. To je kar nekako skupno skoraj vsem, predvsem vrstam vezane na mokrišča. V Vipavski dolini je uradno veljala za izumrlo, no leta 2007 na dijaškem taboru pa so odkrili eno manjšo populacijo pri kraju Bilje in v bistvu za varovanje te populacije smo se tudi mi pri projektu sfokusirali. V bistvu smo ugotovili, da niti ni toliko mala, da v bistvu gre za vse 50 odraslih osebkov, pa še vse enkrat toliko mladičev, ki se tudi uspešno razmnožujejo. Tekom projekta smo pa v bistvu odkrili še več manjših populacij vzdolž Vipave, recimo v raznih kanalih, v vsaki mokrici, ki je ob reki, je kakšna želva noter. Tako da v bistvu so tu očitno neki relikti tiste nekdanje sklenjene populacije, ki je bila v bistvu vzdolž reke po teh obrečnih mokriščih razširjena vse do meje. No, kot sem pa že rekel, glavne grožnje vsaj danes so promet, kmetijstvo, to moram reči, da je kar precej osebkov, ki sem jih našel v naravi, so bile poškodovane ali pa so jim manjkali kakšni udi, pač žal pridejo v kontakte s kosivencami in s podobnimi zadevami. V zadnjem cajtu, v zadnjih 10 letih je pa ta glavni ekološki pritisk nanje se vrši s strani tujerodnih želv, ki je pa v naravi res velik in se tudi veliko bolj uspešno razmnožujejo, so bolj odporne, bolj agresivne in jo z lahkoto v bistvu izrivajo ven iz narave. Zdaj, kakšne ukrepe smo izvajali? Zdaj, predvsem smo ugotavljali, kakšno so stanje populacije in v Bilju in v ostalih lokacijah, kjer smo jih odkrili. Potem smo v Bilju tudi 10 odraslih samic izlovili in jih opremili z radijskim oddajnikom in jim pol na terenu sledili, predvsem med gnezditveno sezono, ker cilj tega je bil, da bi odkrili, kje one izbirajo habitat za gnezdenje. Je bilo kar uspešno vse skupaj, 7 samic je tudi gnezdilo v teh 2 letih, ko smo jih spremljali. Smo pa odkrili, da v bistvu za gnezdenje najrajši izbirajo lih površine, ki jih ne bi smele, to so ponovadi sadovnjaki, njive, travniki,
verjetno zaradi tega, ker je tam največ čistine in največ vpliva sonca, se pravi, se jajca najhitreje razvijajo. Ampak posledično so pol tudi mladiči, recimo v sadovnjakih, že v jajcih izpostavljeni pesticidom, ki lahko prehajajo skozi lupino in ubijajo embrijo, ali pa recimo poškodbam enostavno mehanskimi strani traktorjev ali pa mehanizacije, seveda ne hote, ampak se pa definitivno to dogaja. Zdaj v planu je izkop dodatne mlake, to se bo predvidoma zgodilo v prihodnji sezoni, tako da bomo v bistvu povečali njihov življenjski prostor in mogoče malo tudi spodbudili, da bojo malo bolj krožile po samem območju. Dosti delamo tudi na ozaveščanju javnosti. Tukaj lahko rečem, da je odziv zelo pozitiven, ljudje imajo zelo radi želve, so pripravljeni tudi marsikaj zanje narediti, recimo tudi lastniki parcel, kjer želve odlagajo jajca tam v obilju, smo stopili z njimi v kontakt, komunicirali so bili vsi za to, da se pač gnezdom izogibajo, če se jih le označi, tako da v bistvu javnost je kar pripravljena sodelovati za zavarovanje teh želv. No, še ena taka aktivnost, ki je pa kar aktivno izvajamo, so pa izlovi tujerodnih želv. Te so, kot sem že rekel, izredno pogoste. Zdaj, čisto tako za občutki, ko smo prijavljali projekt, smo rekli, da bomo v 4 letih izlovili 100 osebkov, oziroma se poskusili izloviti 100 osebkov. No, zdaj po 4 letih smo na številki 630 in nič ne kaže, da se bo umiril. Zadeva je res problematična, ogromno jih je, hitro se širijo, hitro se razmnožujejo. Jaz lahko kot terenec res povem, da praktično ni več stoječega telesa v Vipavski dolini brez tujerodnih želv. Tudi v takih malih bazenih, ne vem, 10x3 metre, ki jih imajo kmetje za zalivati vinograde, se najdemo tiste mladičke, rdečevratke. Oziroma očitno je disperzija mladih osebkov izredno velika, pride praktično povsod. Je pa 99% vseh izlovljenih tujerodnih želv pripadalo eni vrsti in to je okrasna gvizdovka. Zdaj, če še niste slišali za njo, nič hudega, zaradi tega, ker to je relativno nova nomenklatura. Verjetno vsi poznate rdečevratko. No, rdečevratka je ena od barvnih podvrst te okrasne gvizdovke. So se pa pred 2 leti herpetologi zmenili, da bo zdaj to enotna nomenklatura za ta vrsta, ker v prejšnjih letih se je uporabljala popisana želva, popisana sklednica, okrasna sklednica in vse sorta. No, zdaj so se zmenili, da bo vrsta se pa imenovala okrasna gvizdovka, imela bo pa več barvnih razločkov, ala rdečevratka, rumenovratka, pa še kakšna. Poleg rdečevratk smo imeli tudi en osebk navadne okrasnice in zanimivo, v Vogrščku smo našli čisto novo vrsto za Slovenijo, kitajsko mehkoščitko, in to je bil mladič, ki smo ga ujeli predlani. Letos sem pa v bistvu spomladi ugotovil, da to ni bila edina, ampak da je noter v bistvu taka vitalna populacija, kakšnih 30 odraslih, pa še več mladičev, ki se tudi zelo učinkovito razmnožujejo očitno. Je pa za razliko od gizdovke, ki je taka po ekoloških zahtevah in navadah podobna sklednici, se neprimerno bolj komolčarska, pa agresivna, je ta totalno vodna vrsta, zadržuje se v bistvu podvodno gladino, zakopana v mulj, je ribojeda in neverjetneje, če zaradi ekologije ne bo prihajala v konflikt z sklednico. Ampak čisto kot zanimivost, imamo tudi take zanimive eksotične želve pri nas. No, naslednja vrsta, strašnjači mroliščar, to je metulj, ki spada med modrine. Razpon kril je približno 35 mm, kar ga uvršča med večje primerke te družine, večinoma so manjši. Zdaj ima razširjenje v bistvu vzdolž celotne zahodne palearktike, od Evrope do Japonske, s tem, da je evropska populacija precej fragmentirana in razdrobljena in v padanju, tako da je v večini držav Evropske unije to klasificiran kot ogrožena vrsta. Leta od julija do avgusta in je po življenjskih zahtevah je vezan na rastlino zdravilno strašnico, ki je tukaj na tej sliki. Zdravilna strašnica rase večinoma na takih mokrotnih, vlažnih travnikih, tako da je tudi v bistvu metulj posledično vezan na tovrstne habitate. Je pa velik posebnež med metulji, ima zelo tak zanimiv razmnoževalni krog, in sicer samica avgusta odloži jajčica na semena zdravilne strašnice in gosenica, ki se izvali, se najprej nekaj tednov hrani s semeni, nato se pa spusti na tla in začne oddajati feromone, ki v bistvu ponašajo feromone neke določene vrste mravelj, ki živi na podobnih
tleh. In v bistvu ta gosenica pol na tleh čaka, da pride meme na ta mravlja, da jo v bistvu prepozna kot svojo ličinko, da jo prime in odnese s sebe v gnezd. In v bistvu pol gosenica prezimi v mravljišču, kjer se celo zimo hrani z rodom mravelj. In je v bistvu mesojeda takrat, kar je taka nemetuljarska značilnost. No, proti spomladi se zabubi, pol julija, ko se pa izleže metulj v mravljišču, pa v bistvu takrat zgubi svojo feromonsko zaščito in kar naenkrat ni več v bistvu eden od mravelj, ampak ga mravlje zelo hitro napadejo. Tako da ima v bistvu metulj samo nekaj minut časa, da se izvije ven iz bube, izkoplje iz mravljišča in uide mravljam, ker še njega pojejo. In v bistvu, kakor sem bral raziskave, ta procent sploh ni tako majhen. Približno 40% metuljev v bistvu ostane pod zemljo za hrano mravljam, tako da se mičken očitno povrne vse skupaj. Zdaj za samo varstvo vrste smo vzpostavili dodatni habitat v gozdu Panovec. In sicer smo dve parcele, ki sta bila nekoč močvirna travnika, ampak sta zdaj v zaraščanju, v bistvu očistili lesne zarasti, pa travne zarasti, zasejali dodatne rastline strašnice in zdaj sam učinek ukrepa se bo spremljal v prihodnjih 2 sezonah, tako da še ne vemo, koliko se je sama populacija povečala, upajmo pa, da bo učinek pozitiven. No, naslednji bo črnočeli srakoper, ki je ena od 2 vrst srakoperjev, ki gnezdita v Sloveniji. Je selivka na dolge proge, ki se seli v podsaharsko Afriko. Pri nas je povezan na ekstenzivno kmetijsko krajino, se pravi na ekstenzivne pašnike, pa travnike z mejicami, raztresenimi grmički, posameznimi visokimi drevesi, ki jih uporablja za preže, pa z velikimi žuželkami, s katerimi se hrani. To so recimo murni, bramori, velike kobilice, veliki hrošči. Žal je pa glih to tak tip pokrajine in velike žuželke so pač zadeve, ki zadnja desetletja močno izginjajo in posledično tudi ta ptica. Nekoč je bil splošno razširjen po kmetijski krajini, predvsem južne posrednje Slovenije, danes pa vsega skupaj 10 parov v 2 manjših populacijah, ena je na Dolenjskem, na Šentjernejskem polju, ena pa na Ajdovskem polju v Vipavski dolini. Kot sem že rekel, je primarno ogrožen danes zaradi intenzifikacije kmetijstva pa izginjanja velikih žuželk, ki so v bistvu najbolj občutljive na te pesticide in insekticide, ki jih uporabljajo v kmetijstvu. Zdaj za ohranitev same vrste smo zasadili 150 drevesnih sadik. Nekaj jih je odnesla burja oziroma so jih pojedle živali, tako da smo jih pa zasadili še nadaljnjih 52 naslednjo zimo. To bo v prihodnje, upajmo, bil nek dodaten habitat za gnezdenje in v bistvu ga bo lahko uporabljali tudi kot lovne preže, hkrati bo pa to tudi nek tak varovalni manjši zid pred burjo na teh lokacijah, kjer smo to delali. Hkrati smo na začetku projekta že začeli s postavljanjem lovnih prež, te postavimo aprila in jih pol konec poletja tudi podremo, poberemo, predvsem zaradi tega, ker smo jih prvo zimo polovico so nam jih pokradili, so le dobro tudi za fižol postavljati. Hkrati se pa tudi spremlja populacijo, kakšna je dinamika in kako jih gre. Zdaj tukaj je samček, ki je predlani gnezdu skupaj s samico, tukaj pozira pred gnezdom, tukaj jo hrani. S tem, da predlani, oziroma lani je bilo to, se opravičujem, lani je prvo gnezdo propadlo, je bilo malo slabega vremena, poburje na začetku in ga je odneslo, sta pa pol je par sreč naredil nadomestno gnezdo in tudi uspešno speljal nekaj mladičev. Letos je bila pa zgodba malo slabša, v bistvu sta 2 osebka bila opažena, kako gradita gnezdo, ampak ni bilo nobenega zaroda, tako da se domneva, da je šlo za 2 samici. Kar se pa v bistvu pri pticah večkrat dogaja na robu areala ali pa pri vrstah, ki so zelo redke, da se v bistvu je gnezditveni nagon toliko močan, da če se najdeta 2 osebka, tudi če sta istega spola, bosta vseeno spletala gnezdo, pa navidezno valila, kljub temu, da ne morata imeti zaroda. Upajmo pa, da bo v prihodnje populacija šla malo bolj gor, predvsem zdaj, ko imajo dodatne preže in prehranjevalni habitat. No, naslednja ptica, ki se z njo ukvarjamo, je hribski škarjanc. Je vezan na suhe travnike in pašnike, potrebuje zelo tako razgibano pokrajino z grmi pa skalami, tako da v bistvu je bil včasih izredno pogost po teh prisojnih pašnikih, ki so se raztezali gor proti Trnovski planoti.
je stalnica oziroma delna selivka, odvisno od tega, kako huda zima je. Če je zima mila, recimo lani vem, da sem jih celo zimo videval po Vipavski dolini, če pa temperatura pade, pa veter zraste, se pa odseli recimo za nekaj 10 do nekaj 100 km južneje, do malo boljših razmer. Gnezdi na tleh, njegova populacija pa tako praktično kot pri vseh pticah, ki so vezane na ekstenzivno kmetijsko krajino, upada praktično v celi Evropi. Najbolj ga pa prizadene glih to, ker se bivši pašniki pa košenice zaraščajo, kmetijstvo se intenzificira, zmeraj več pesticidov, zmeraj manj pestrosti in to mu ne ustreza. Zdaj, kot tako zanimivost sem hotel povedati, da je, vsaj po mojem mnenju, je tu eden od top 3 pevcev med našimi ptiči. Tako da sem tukaj le pripravil en tak manjši audio file. Jaz upam, da se ga bo slišali tudi na Zoomu. Kako poje? Mičkin sliči na njegovo latinsko ime. Se pravi, zbere se nek zlog in pol v takem padajočem trilčku ga nekajkrat ponovi, pa naslednji zlog in poje zmeraj v zraku. Se pravi, se ga zelo nadaleč sliši in ne vem, se pravi, je definitivno en od ptičev, ki se po mojem mnenju zelo lepo poje, zelo tak prijeten napev. Zdaj, ukrepe zanga je pa v bistvu obnovitev nekdanjih pašnikov nad vasjo Gojače. Zdaj, v preteklosti se praktično po celotnem tem pobočju, nižjem pobočju Trnovske planote paslo ali pa kosil. Zdaj, v zadnjih recimo 50 letih se je to opuščalo in so same parcele močno zarasle. No in mi smo na 25 hektarjih nekdanjih pašnikov nad vasjo Gojače jih v bistvu odstranili vso lesno zarast, vzpostavili nove, pač na nov travnike in pašnike in zdaj tukaj bomo v naslednjih letih ohranjali pašnjo in posledično upamo, da se bo tudi povečala populacija. Zdaj lani so gnezdili 3 pari, v prihodnjih letih pa upamo, da bo ta številka še malo zrasla. No, še rogač, naš največji evropski hrošč, ki skupaj z mandibulami lahko samec tudi preseže 8 cm, ne dosti, ampak lahko pa. Zanj je značilen izrazit spolni dimorfizem, medtem ko so samci precej veliki, s temi velikimi kleščami, so samičke pol manjše, njihove mandibule so komaj opazne, je pa to v bistvu taka prevara, neprimerno bolj ugrizne samica, ker z lahkoto ugrizne do krvi, medtem ko samec sicer malo boli zaradi tega, te špičke, ampak ne bo nikoli do krvi ugrizno. Razvoj samega hrošča poteka v trohnečem lesu listovcev, najrajši ima hrast, ampak vzame tudi druge listovce ali pa sadno drevje, mora biti pa les trohneč. Zaradi tega v bistvu predvsem v srednji Evropi v zadnjih letih beležijo kar precejšen upad populacije, ker pač tam se izvaja zelo temeljito gozdarstvo, kjer praktično ni nobene odmrle lesne biomase puščene v gozdovih in v bistvu sam hrošč nima nikjer svoje jajčka za zlesti, niti ličinka se nima za hraniti. No, tukaj ima še sliko ličinke, ki je v bistvu v zadnjem stadiju, je lahko kar v bistvu preseže tudi 10 cm. Zdaj, sami ukrepi za ohranitev vrste ne izvajamo neposrednih ukrepov, ampak smo pa pri raznih posegih v okolje posekali precej hlodovine, recimo nad Gojačami, pa tudi okrog Brja in pri pregradah, in to hlodovino nismo v bistvu odstranili ali pa dali za sekance, ampak smo jih zložili v kupe hlodov, ki se jim reče hoteli za hrošče, z namenom, da bojo tukaj not v prihodnjih letih ali pa mogoče celo desetletjih, če bo toliko cajta ostalo odraščati ličinke. Seveda ne samo rogača, mogoče tudi kakšni kozlički ali pa še kakšni drugi hrošči. Tako, zdaj poleg direktnih aktivnosti za pomoč vrstam imamo še druge. Eno od njih je odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin. Zdaj odstranjevali smo jih na vseh mestih gradnje, to je zakonsko določeno. In lesne vrste smo v bistvu odstranjevali z obročkanjem, se pravi, da se drevo odstrani lubje na določenem
pasov okrog in okrog debla in s tem se prekine kambi in dotok sokov v krošnjo, drevo pač počasi odmre, se posuši in v bistvu naravno propada. Zelnate rastline smo pa predvsem z izkopavanjem. Zdaj tukaj moram povedati, da tega nismo delali partnerji projekta, ampak smo najeli zunanjega izvajalca, ki je v bistvu zato precej bolj usposobljen in strokovno podkovan, tako da so odstranili tudi zgornjo plast zemljo s semeni, poskrbeli za vse korenine in mlade poganke, tako da so zelo temeljito to opravili in vse na teh delih, kjer smo posegali v brežni prostor, praktično tam ni več tujerodnih vrst. Poleg tega je pa v izdelavi tudi knjižica o tujerodnih vrstah Vipavske doline. Tukaj je pač samo en tak primer, kako približno bo izgledala. Izid je planiran v naslednjem letu. Bo pa obsegala tako vretenčarske kot nevretenčarske vrste, rastline, pa tudi te tujerodne glive, ki se zdaj širijo, recimo rak, kako se že reče, bolezen tisočerih rakov, nekaj takega, je bolezen, ki v bistvu je že razširjena v severni Italiji in prihaja k nam, je pa tu neka azijska gliva, ki v bistvu napada listovce, tudi sadno drevje in dela ogromno škodo v sadovnjakih, na primer. Potem urejamo tudi učno pot ob reki Vipavi. Sama otvoritev je predvidena za naslednje leto, poteka pod izvira Vipave v mestu Vipavi pa do italijanske meje, kjer se bo priklopila na že obstoječo kolesarsko pot, ki jo imajo Italijani. Poteka pa po obstoječih poteh ob Vipavi, se pravi po makadamih ali pa peš poteh, ki že obstajajo. Nekaj smo jih mogli malo razširiti pa sanirati, mogoče kakšen most narediti, ampak večinoma je bilo že vnaprej narejeno. Po poti so tudi postavljene informativne table na usmerjevalnih količkih. Na usmerjevalnih količkih je tale logotip Vidre, je že tukaj čez glih zoom ekranček, ampak ta Vidra označuje, kje ta pot poteka. V sklopu poti je bila tudi zgrajena ornitološka opazovalnica v Renških glinokopih. Ta slika prikazuje, kakšen je pogled skozi okence te opazovalnice. Je ena od postaj na poti, je pa sami Renški glinokopi so kar zanimivi iz ornitološkega smisla, recimo edini kraj, kjer gnezdi kormoran, poleg tega je kar konkretna populacija čaplice, pa tudi drugih močvirskih ptic, tako da je kar zanimivo, če vas to zanima. Je pa pot sama namenjena tako pešcem kot kolesarjem. Zdaj peš je verjetno v enem dnevu ne boste zmogli prehoditi, ker je dolgo več kot 40 kilometrov, se je pa da opraviti s kolesom. Tako da ste vabljeni, je zadeva že bolj postavljena, ni pa še uradno otvorjena, ker manjkajo še določeni deli. Zraven delujemo tudi na izobraževanju in osveščanju. En od projektov, ki jih promoviramo, so akvaponični ribniki, tukaj na sliki. To je ribnik, ki v bistvu omogoča gojenje sladkovodnih želv doma, hkrati pa v bistvu ribe, ki so, se opravičujem, rastline, ki so zraven posajene, s svojim koreninskim sistemom čistijo nutriente iz vode, se pravi želvje kakce. Tako da je to malo boljši sistem za čiščenje vode, ne potrebujete filtra in tudi voda se v bistvu je treba veliko manjkrat menjati. Namesto recimo enkrat tedensko se menja enkrat mesečno približno. Je pa to ena taka manjša izvedba, ki se da imeti noter za manjšo želvo, seveda pa obstajajo tudi večje verzije, ki imate lahko na svojem vrtu, primer. Hkrati smo izdelali tudi zloženko o tujerodnih želvah, pa sodelujemo na raznih delavnicah, pa na naravoslovnih dneh, izobraževalnih taborih, pa seveda raznih predavanjih. Tako, zdaj do zaključka, ki se bo izvedel septembra 2023, je potreba pač, v planu je še nadaljevanje aktivnosti za močvirsko sklednico, se pravi skop dodatne mlake, pa verjetno se bo še naprej izvajali izlovi tujerodnih želv. Spremljali bomo učinke za ostale ciljne vrste, ki jih še nismo mogli preveriti. Potrebno je izdelati še knjižico, otvoriti učno pot, tako da če nam vse to rata, do takrat uspešno narediti, bo kar v redu. Hvala za pozornost.